Pozdravljeni v podkastu Portal v vesolje. Podkastu za vse, ki vesolje namesto z očmi raje raziskujete z ušesi. Danes bomo začeli z asteroidom 2024 YR4. Asteroid se je znašel v središču pozornosti, ker obstaja majhna, a ne zanemarljiva možnost, da bi leta 2032 zadel Zemljo. Nato bom spregovoril o tem, kakšne žalostne usode lahko čakajo planete v vesolju. Zaključil bom pa z razmislekom o spremembah v ameriški znanosti, o in v vesolju ob nastopu mandata novega predsednika. Prejšnji teden so medije preplavili članki o asteroidu 2024 YR4. Gre za majhen asteroid, velikosti med 50 in 100 metrov, odkrit je bil decembra in ne bi bil nič posebenega, če ne bi obstajala precej velika verjetnost, da se bo njegova pot srečala z Zemljino. V zadnjem mesecu so astronomi podrobno sledili temu asteroidu, ker je asteroid tako majhen in precej daleč od Zemlje, ga lahko vidimo le z velikimi teleskopi. Enomesečna opazovanja so bila potrebna za precej natančen izračun njegove orbite in izkazalo se je, da obstaja približno 1,2–1,3% verjetnost, da bo asteroid 22. decembra 2032 trčil za Zemljo. Zakaj bi se sploh bal tako majhnega asteroida? Res je, da asteroid ni velik. Asteroid, ki je pred 65 milijoni let najverjetneje povzročil izumrtje kar 3/4 vseh živalskih in rastlinskih vrst na Zemlji, med njimi tudi neleteče dinozavre. Ta asteroid je imel premer okrog 10 kilometrov. Takšen asteroid statistično zadane Zemljo v povprečju vsakih nekaj 100 milijonov let. Asteroidi velikosti 1 kilometra bi prav tako povzročali globalno uničenje, mogoče ne ravno takšnega izumrtja. In ti so bolj pogosti, trki takih asteroidov. Manjši, ko so asteroidi, bolj so pogosti v vesolju in zato tudi večkrat zadanejo Zemljo. Kilometrski asteroid Zemljo v povprečju zadane vsakih pol milijona let. In tako naprej. Asteroid velikosti tega asteroida, torej 2024 YR4, Zemljo v povprečju zadane vsakih 1000 let. Čeprav je asteroid majhen, pa lahko povzroči kar nekaj lokalne škode. Naprimer, poglejmo si primer padca asteroida nad Sibirijo, na območje reke Podkamenaja Tugunska. Zgodil se je 30. junija 1908. Eksplozija je Zemljo zravnala približno 2150 kvadratnih kilometrov gozda. Padla drevesa, tista na robovih območja eksplozije, ki so nekako še ostala cela, so ležala naokrog kot raztrošeni zobotrebci. Na srečo ni bilo veliko smrtnih žrtev, ker kraj ni bil obljuden. Je pa v tem primeru asteroid ni zadel Zemlje, ampak je eksplodiral nekaj kilometrov nad tlemi. Zato za seboj ni pustil kraterja, je bil pa obseg uničenja večji. Takšen asteroid je torej nevaren ali pa nenevaren, odvisno od tega, kam na Zemljo pade. Njegova uničevalna moč je tudi odvisna od zgradbe asteroida ter od hitrosti, s katero pride v atmosfero. Torej zelo veliko neznank. Ampak v najslabšem primeru bi lahko tak asteroid povzročil ogromno žrtev in zato ga je potrebno jemati resno. Prejšnji teden smo zato izvedeli, da sta se na to potencialno grožnjo
odzvali dve delovni skupini, ki sta ustanovljeni za ravno tak primer, ne, da se nam bliža nevaren asteroid. Ti skupini po eni strani koordinirata delo znanstvenikov vsega sveta, po drugi pa, glede na razpoložljive podatke, pripravljata oceno nevarnosti. In seveda v primeru, da bi se asteroid zares izkazal za nevarnega, potem bi znanstveniki v teh skupinah pripravili različne scenarije, kako se odzvati na to nevarnost. Kaj bi sploh lahko naredili v tem primeru? Zdaj lahko preprosto rečemo, ok, brez veze, zakaj bi zapravljali čas in denar za to, počakamo, da stvar pade na Zemljo, itak je večina Zemlje morje, tako da je verjetnost, da pade na Zemljo manjša, verjetnost, da pade na območje z veliko ljudmi pa še veliko manjša. Zdaj, ne glede na trenutno geopolitično situacijo, si upam reči, da bi svetovni voditelji stvar vzeli vseeno malo bolj resen. Torej, kaj je potem alternativa? Ja, da gremo do asteroida in ga razstrelimo na kosce. Ali pa gremo do asteroida in mu preusmerimo orbito. Če imamo na voljo dovolj sredstev, sta oba scenarija izvedljiva. Čeprav je res potreba povedati, da tukaj smo soočeni z relativno malo časa. Torej, če vas spomnim, asteroid naj bi Zemljo zadel decembra 2032, tako da bi mogli kar pohiteti, če bi hoteli kakšen tak načrt spraviti v dejansko izvedbo. Asteroid je majhen, kar pomaga. Prvi konkretnejši korak k takšni aktivni planetarni obrambi smo v bistvu že naredili. Mogoče se spomnite NASInega plovila DART, ki je septembra 2022 kontrolirano trčilo v asteroid Dimorphos. To je bil manjši od dveh asteroidov v nekem dvojnem asteroidu. Trk je spremenil orbito manjšega asteroida okrog večjega, torej čas, ki ga je manjši asteroid potreboval za to, da je enkrat obhodil ta veliki asteroid, je bil nekoliko daljši po tem trku. Nekaj podobnega bi lahko naredili tudi s tem novim, potencialno nevarnim asteroidom. Težava je le to, da ne poznamo zgradbe asteroida. Dimorphos se je izkazal za zelo poroznega. Torej, bolj kot ena mogočna skala je ta asteroid sestavljen iz grušča, ki ga skupaj komaj drži gravitacija. Ne vemo, ali so vsi asteroidi takšnega tipa. Torej, asteroidi z malo železa, kot je v tem primeru Dimorphos, če so podobno zgrajeni. Ampak zgradba odločilno vpliva na strategijo. Recimo, če ga hočemo razstreliti, potem je od zgradbe asteroida odvisen, koliko streliva potrebujemo in kako ga v bistvu moramo to razstrelivo uporabiti. Ali pa po drugi strani, če mu hočemo spremeniti orbito, koliko energije bomo mogli porabiti za to. Ampak to je stvar, na katero morajo biti pozorni strokovnjaki. Za nas, torej splošno javnost, je to zaenkrat le zanimiva novica. Dejstvo je, da bodo nadaljnja opazovanja, ki že potekajo, še izboljšala poznavanje orbite asteroida. Po pravici povedano, glede na izkušnje, v naslednjih nekaj tednih se bo verjetno izkazalo, da nas asteroid vseeno ne bo zadel. Edini problem je, da se trenutno asteroid od nas oddaljuje. Aprila ga ne bomo mogli opazovati, niti z največjimi teleskopi, ker bo pretemen, in bo potem potrebno počakati do leta 2028, da ga zopet vidimo. Torej, če zdaj v enem ali pa 2 mesecu trk še vedno ne bo izključen z veliko verjetnostjo, potem bi nam lahko zares že začel zmanjkovati časa.
Pretekli teden smo na portalu objavili novico o eksoplanetu, ki izginja pred našimi očmi. V tem primeru gre za kamnit planet, relativno majhne mase, ki ima zelo ozko orbito okrog svoje zvezde. Zvezdi je zelo blizu, tako blizu, da jo obhodi v 9 urah, kar je zelo malo časa. Za primer, Merkur v Osončju za en obhod potrebuje približno 88 dni. Ker je planet, govoril bom o planetih, čeprav v resnici gre za eksoplanete, torej planete okrog drugih zvezd. Ker je planet tako blizu, čuti močno sevanje zvezde, njegove zgornje plasti žge in dobesedno izparevajo. Material zapusti planet in se nato nekako vleče za planetom. Dobimo planet za repom, kot nek komet. Mimogrede, tudi pri Merkurju opazimo takšen rep, če ga slikamo s posebnimi filtri, ampak pri Merkurju je rep izredno redek, izguba snovi je praktično zanemarljiva. V zapiskih epizode sem dodal nek link do slik Merkurjevega repa, če koga zanima, je zanimivo za pogled. Trenutno poznamo okrog 7000 planetov oziroma eksoplanetov, med njimi je le nekaj takšnih, kot je ta, ki razpada. So pa zanimivi, saj s proučevanjem repov, torej te snovi, ki jo planet izgublja, se lahko naučimo nekaj o notranjosti teh planetov. Ta planet bo torej na neki točki verjetno povsem, ali bo padel v Sonce, ali pa bo povsem izparel, izginil. Planeti v vesolju lahko končajo na zelo različne tragične načine. Izkaže se, da eksoplanetom ni vedno lahko. Najtežje jim je takoj po nastanku Osončij. Orbite komaj nastalih planetov so nestabilne in zato se večkrat znajdejo na meniju svojih zvezd. Mislili bi si, da pri starejših zvezdah takšnega malicanja ne poznamo, ampak izgleda, da to tudi ni čisto res. Lansko leto je neka raziskava pokazala, da je vsaj 8% zvezd podobnega tipa, kot je Sonce, v svojem odraslem življenju pojedlo vsaj en planet. In to je kar veliko. Planeti se znajdejo seveda tudi okrog odmrlih zvezd. Sonce bo čez okrog 5 milijard let odvrglo ovojnico, od njega bo ostalo le kompaktno jedro, ki mu pravimo bela pritlikavka. Pritlikavka je sprva zelo vroča, nato pa se zgolj še ohlaja in sčasoma ugasne. Nekateri planeti lahko preživijo prehod zvezde v belo pritlikavko. To vemo preprosto zato, ker poznamo že kar nekaj planetov okrog belih pritlikavk. Pri okoli 6% belih pritlikavk pa najdemo tudi ostanke uničenih planetov. V tem primeru planet plimske sile bele pritlikavke raztrgajo na kosce in od njega ostane le tanek in vroč disk, ki obdaja zvezdo. In ta disk potem mi lahko vidimo. Če gremo pa k bolj masivnejšim zvezdam, te običajno eksplodirajo kot supernove. V tem trenutku nočete biti planet ali pa na planetu v bližini take supernove. Govorimo seveda zdaj o planetih, ki so okrog zvezde, ki eksplodira. Odvisno od orientacije eksplozije bi lahko eksplozija planet enostavno raztrgala, razbila na koščke. Tudi če ji tega ne bi uspel, bi planetu definitivno odpihnilo atmosfero, če jo je imel. Ampak še prej bi pa do planeta prišel tok nevtrinov. Nevtrini so taki res zelo majceni delci, ki so sicer povsod,
Tudi Sonce jih ogromno proizvede. Vsako sekundo skozi naša telesa potuje več 100 milijard nevtrinov, ampak očitno jih ne čutimo. In to zato, ker nevtrini izjemno redko reagirajo s snovjo. Ampak pri supernovi se pa sprosti tako nepredstavljivo ogromno nevtrinov, da kljub majhni verjetnosti še te interakcije s snovjo, jih je enostavno toliko veliko, da jih ogromno interagira s snovjo. Torej, če bi na tem nesrečnem planetu obstajala bitja, bi jih nevtrini v trenutku scvrli. Če bi pa planet to eksplozijo preživel, bi pa najverjetneje ga izvrgli v medzvezdni prostor. Ni potrebno eksplozije, zato da planeti uidejo v medzvezdni prostor. To se lahko zgodi tudi zaradi igre gravitacije, torej orbita postane nestabilna in na neki točki planet izstreli ven iz Osončja. V galaksiji naj bi bilo na milijarde takšnih potujočih planetov, ki ne pripadajo nobeni zvezdi. Zanimivo je, da so jih raziskovalci nekaj že našli, sicer jih ni enostavno najti, ker pač nimajo zvezde, ki bi jih osvetljevala. Takšen planet se razkrije, če se znajde med oddaljeno zvezdo in nami. V tem primeru svojo maso deluje kot gravitacijska leča. Nekoliko klon svetlobo oddaljene zvezde in ta za trenutek postane svetlejša in tako jih potem najdemo. Takšni dogodki so zelo redki, mislim, da jih do zdaj poznamo tam okrog 10. Kaj pa Zemlja? Kaj se bo zgodilo z našim planetom? Najbolj verjeten je, da se ji kaj dosti ne bo dogajalo, dokler Sonce ne vstopi v zadnjo fazo razvoja, ki bo vodila do bele pritlikavke. Takrat se lahko zgodi marsikaj. Torej, preden Sonce izgubi zunanje plasti, se bo napihnilo v rdečo orjakinjo. Ne vemo točno, kako veliko bo Sonce takrat, ampak lahko bi se napihnilo tako močno, da bi zunanje plasti zajele Zemljino orbito. In v tem primeru se lahko zgodi, da se bo Zemlji orbita malo spremenila. Že prej se bo Soncu precej povečal izsev, kar pomeni, da bo vse, kar je na planetu, scvrl. Torej, če bo kakšno življenje takrat obstajalo, bo pod zemljo. Potem, ko Sonce zgubi svoje plasti in če bo Zemlja takrat še vedno, torej planet, če bo še vedno cel, potem se ji lahko zgodi, kar se dogaja drugim planetom okrog belih pritlikavk, zdaj ali bo Zemljo raztrgalo in jo bo čez dolg časa pomalicala bela pritlikavka, ali pa bo pač preživela in bo to zgolj še en mrtev planet v vesolju, ki bo krožil okrog ugašajoče zvezde. Okej, Trump je ustoličen. Z inavguracijo novega ameriškega predsednika je postalo jasno, da bo spremembe čutil tudi vesoljski sektor. In to ne samo raketarstvo, ampak tudi znanost. Prve Trumpove poteze so že vodile do zamrznitve ocenjevanja štipendij državne znanstvene organizacije. Določene pisarne, predvsem tiste povezane z zagotovitvijo enakih možnosti in raznoliko zastopanostjo, so prav tako trenutno zaprte. Kaj dejansko nas čaka v naslednjih letih, ne ve nihče, verjetno tudi Trump ne. A vseeno lahko na podlagi prvih potez poskušamo malo ugibati. Stvar je pomembna tudi za Evropo, zato se jo splača malo podrobneje pogledati. Novi administrator NASA bo verjetno Jared Isaacman. Isaacman je milijarder in
navdušenec nad vesoljem. Že 2-krat si je kupil sedež na SpaceX-ovem plovilu Dragon X in 2-krat potoval v nizkozemljino orbito. Prejšnje leto je postal prvi vesoljski sprehajalec zasebnik. Čeprav ima izkušnje z vojaško vesoljsko strujo, ni bil nikoli del civilnega vesoljskega sektorja in čeprav se je izkazal za uspešnega podjetnika, vemo, da podjetniki običajno podcenijo razliko med vodenjem podjetja in državne ustanove. NASA ima okrog 15,000 zaposlenih in zelo zapleteno strukturo. Administrator se mora v kongresu pogajati za sredstva, biti mora torej tudi dober politik. Trump je sicer vsaj zaenkrat z Muskom zelo na ti, tako da bi lahko to NASA koristili, ali pa tudi ne. Priznati je treba, da je NASA v zadnjih letih pokazala, da je preveč zbirokratizirana, da ji ne uspe realizirati velikih projektov znotraj zastavljenih finančnih omejitev. In mogoče bi Isaacman tukaj lahko presenetil in NASA celo koristil. Mogoče. V govoru ob ustoličenju je Trump mimogrede navrgel, da hoče ameriško zastavo na Marsu. To ni presenetljiv, saj njegov glavni svetovalec Elon Musk, ki že ves čas teži z Marsom, Mars gor, Mars dol. Trumpov govor je bil vseeno kar povedan. Trump ni omenil programa Artemis, s katerim naj bi astronavti šli na Luno. Artemis je pravzaprav zaživel ravno med prejšnjim Trumpovim mandatom, ampak ja, novi svetovalci, novi cilji. Marsikdo se sprašuje, ali bo program Artemis šel naprej, ali bo ukinjen. Zdaj, ukinitev bi bila precej grozna poteza. Artemis je res, da je ta program daleč od popolnega, če ne drugega. Obrvi že več kot 10 let dviguje težko kategorna raketa SLS, ki naj bi bila ključna za lunarni program, je pa bolj kot ne denarna jama brez dna. Ampak Artemis ima vsaj dobro definirane cilje. Eden izmed njih je znanost. Vemo, da hočemo iti na Luno, ker nas zanima to in to. Ameriška zastava na Marsu je pa res tako precej beden cilj, ki je bolj kot ne verjetno zgolj posledica po eni strani Muskove obsesije, po drugi pa Kitajcev, ki so v zadnjih letih naredili ogromen napredek pri vesoljskih misijah. In Američani se lahko upravičeno bojijo, da jih bodo tudi tukaj Kitajci prehiteli. Trump je svojo napoved osvajanja vesolja pospremil s klasično ameriško frazo Manifest Destiny. Gre za frazo, s katero so ameriški naseljenci v 19. stoletju opravičevali osvajanje in prevzemanje si ozemlja na področju današnjih ZDA. To je bila pač njihova usoda, od Boga dana pravica. In enako sedaj opisujejo osvajanje vesolja. Ne vem, kako na to gledajo njihovi mednarodni partnerji, ampak verjetno nad tem pogledom niso preveč navdušeni. Zanimivo bo tudi videti, kaj se bo dogajalo z različnimi regulativnimi telesi, kot je na primer FAA, ki med drugim odloča, kdaj lahko kdo izstreli raketo. Musk je s to organizacijo na bojni nogi, saj ne bi po njegovem ovirali razvoj njegove rakete Starship. Potem je tukaj še FCC, ki skrbi za regulacijo med drugim utirjanja satelitov v orbito okrog Zemlje. Musk bi s svojim vplivom lahko obe organizaciji prisilil, da mu gresta na roko in nekako zamežita na eno oko, ko gre za vprašanja vpliva raket na okolje, atmosfero ali pa na splošno cel problem vesoljskih smeti. Dogajanje v nas ima seveda neposredne posledice tudi za ESO in za Slovenijo,
saj smo s 1. januarjem postali polnopravna članica ESE. Naprimer, ESA je že veliko vložila v razvoj plovila Orion. To plovilo je ena izmed komponent v programu Artemis. Plovilo bo 4 astronavte dostavilo do postaje, ki naj bi jo zgradili, se bo gibala okrog Lune. ESA je pač odgovorna za pogon tega plovila in če bi Artemis propadel, bi pač ves ta razvoj šel v nič. Potem so tu številne znanstvene misije, kot so vesoljski teleskop James Webb ali pa Solar Orbiter. Pri številnih misijah je ESA partner. Če te misije trpijo zaradi krčenja stroškov za znanost, bo trpela tudi ESA. Mimogrede, govori se, da bo misija James Webb naslednje leto že morala krčati stroške. To naj sicer ne bila posledica Trumpa, ampak bolj, kot sem že prej omenil, slab finančni načrt NASA. No, vesoljski teleskop Webb je na višku produktivnosti, deluje super, postal je eden izmed najpomembnejših observatorijev vesolja in ideja, da bi se že zdaj krčila sredstva zanj, je, če se izrazim milo, idiotska. Mark McCaughrean, nekdanji svetovalec za znanost pri ESI, omenja tudi posredne vplive nove ameriške politike. Skupaj z vojno v Ukrajini bi Trumpove odločitve lahko vodile do drugačnih prioritet na ESE, ki bi bolj sledile političnim in geopolitičnim težnjam držav članic. Naprimer, namesto v znanost bi šlo več sredstev v razvoj satelitov za opazovanje Zemlje, za špijunažo, celo za obrambo. In čeprav je slednje v nasprotju s kodeksom ESE, ja, pač v krizi se prioritete znajo spremeniti. No, stvari se bodo iz dneva v dan razvijale in spreminjale. Ko bo ta podcast objavljen, bo verjeten vmes že spet kaj novega prišlo na dan. Gotovo je, da bodo poteze Trumpa in njegovih pribočnikov polne kapric. Nekatere bodo smiselne, druge nepremišljene in tako bomo v tem v naslednjih mesecih in letih brez dvoma še kakšno rekli. Tako, prišli smo do konca 9. epizode podcasta Portal v vesolje. Za dodatne novice, za najave različnih oddaj, povezanih z vesoljem, vas vabim, da obiščete našo spletno stran. Če vam je podcast všeč, ga prosim priporočite tistim, ki bi jih mogoče zanimal. Na voljo smo seveda tudi za vprašanja o vsebini podcasta ali pa tudi o astronomiji na splošno. Naslednjo oddajo pričakujte čez 2 tedna. Do takrat pa, kot vedno, vam želim veliko jasnih noči.